Danes je Vesak, Budin dan ali Budov dan. Budisti tradicionalno ta dan zaznamujejo tako, da razmišljajo o njegovem življenju zlasti v treh glavnih točkah: njegovem rojstvu, prebojenju in preminutju. Njegovega rojstva se radostno spominjamo z besedami, kot so: prebojeni je vstal na svetu, v svet prinesel luč, razglasil damo ali resnico, ki vodi k umiritvi stiske. Tema je stanje, ko se potepamo, zmedeno, izgubljeno in smo v strahu. In želimo videti luč. Toda kaj je ta luč? Eden izmed Budovih svojih učencev nam pove: na svetu obstajajo 4 vire svetlobe. 5. tukaj ne najdemo. Imamo sonce, ki sije podnevi, in luno, ki sije po noči, in tu in tam gori ogenj tako podnevi kot po noči. Toda budni je najboljši od tistih, ki svetijo. On je neprekusljiva svetloba. To se je dobro zapomniti in tudi proslaviti. Toda luč, ki se praznuje, kot pravi Suta, ni iz tega sveta. Tega ne moremo videti s svojimi očmi ali ga izkusiti s katerim koli drugim čutom ali mislijo. Ne moremo jo čutiti, ni je tam. Medtem ko vdano nameravamo iskati luč v stvareh tam, samo da ne zavedamo, da s tem dejansko obrnemo hrbet. Ne glede na to, koliko hrepenimo, upamo in molimo za ideje, podobe in predmete, bi v najboljšem primeru zibali v temi in tako zibali med drugimi idejami, podobami in predmeti. Na koncu smo se izgubili v ciklu, v samsari, izgubljeni v temi. To potepanje v temi je danes še posebej razvidno. Epidemični virus je široko razkril, kako zelo je zmeden svet. V resnici ni nič novega, le da danes to čutimo močnejše. Še naprej iščemo luč v zadevi, iščemo informacije, dejstva, vendar se dvoma preprosto ne moremo osvoboditi. Ampak potem neprestano popravljamo luknje v idejah, kot da bi krpali paradižnik. Takšen obliž je neskončen in učujoč. Trpljenje ne pomeni samo kratkotrajne ostre bolečine v prsih, ampak tema je trpljenje in vse ostalo, kar je odvisno od tega. Če se počutimo prizadete zaradi dogodkov, če dvomimo, se počutimo izgubljeni, to pomeni, da hodimo v temi. Ko je budni spoznal resnico, se je prebudil. Notranje oko se je odprlo in takrat je vedel, zagledal je luč. In luč ni bila tam, niti v stvareh. Te svetlobe sploh ni mogoče videti tako, kot bi jo videli s telesnimi očmi. Svetloba je zadaj, za našim stališčem, ko jo prepoznamo kot stališče. Budni je rekel, da lahko s pravim pogledom premagamo vso bolečino in stisko. In tretji dogodek Budovega življenja, ki ga uporabljamo za današnji razmislek, je tudi njegovo preminutje. Dobro je, da imamo tudi to v mislih. Smrt ne prizna se nikomur. Karkoli se združi, se bo razpadlo. Smrt je tu z nami v tej temi. In bojimo se je. Bojimo se je, ker verjamemo, da je nekaj izgubljamo. Z nastajanjem luči bomo videli, da telo nikoli ni bilo naše in držanje za njega ne prinaša nič dobrega, samo bolečino. Ko to vidimo, ga takoj spustimo. Spustimo, preden ga izgubimo. Z izpustitvijo lastništva smo se osvobodili smrti. Budni je vedel, kaj je smrt, zato je bil osvobojen. In se ni več bal. To je nesmrtnost, to je luč. Danes se ne moramo zbrati za Vesak. Lepa stvar je, da se od vas tega ni nikoli zahtevalo. Resnica ni med ljudmi, ni je v nekem kraju. Dejstvo je, da je budni izbral samoto, tako, pod drevesom, v gozdu ali v prazni koči, ker je mogoče slišati ptice. Ni izbiro slavnostnih srečanj. Svet vam ne more dati svetlobe, toda Buda je prinesel luč in mi se lahko prebudimo s svojim naporom. Proslavimo torej Vesak, ne tako, da bi videli svetlobo zunaj, ampak v našem lastnem umu.